Dobrodošli vsi na webinarju. Moje ime je Lisa Mislej Vončina. Jaz sem profesorica angleščine in nemščine drugače. Delam pa že več kot 15 let z učenci in z dijaki in sem učila na osnovni šoli in srednji šoli, vmes še kdaj na jezikovnih šolah, pa v študentskih časih smo pa lansko leto delali eno zelo, v bistvu kar tako dolgo raziskavo, v sklopu enega projekta, no, ki ga sicer podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje, in sicer ta projekt se imenuje Inovativna pedagogika. In v sklopu tega projekta smo raziskovali navade, učne navade, sicer predvsem dijakov, ampak mislim, da to lahko zelo lepo apliciramo, no, tudi že se itak učne navade začenjajo prej, že v osnovni šoli. In smo dobili ene par zelo zanimivih informacij, rezultatov iz te raziskave, tako da sem tudi te zadeve vključila v to današnje predavanje. Sicer je pa predavanje to, ki ga bom danes v bistvu ponovila, sem ga imela prejšnji teden v petek na informativi v Cankarjevem domu. Je bila tudi kar polna dvorana, ampak mislim, da danes je tlele še več ljudi, tako da bilo je zelo veliko zanimanja, tudi veliko ljudi je po tem predavanju prišlo do mene, kjer smo pač še nadaljevali to debato o NPZ-jih, o pripravi, o tem, na kakšen način se vaši otroci, predvidevam, no, da ste tukaj večinoma vsem starši, na kakšen način se vaši otroci učijo, pripravljajo na take stvari ali pa tudi ne pripravljajo, kako se v šoli te zadeve odvijajo. Tako da jaz upam, da bom danes lepo povzela, no, vse skupaj. Upam, da ne bom predolga. To so sicer tematike, ki mene zelo zanimajo in jih zelo strastno pač raziskujem. Tako da načrt je nekako tak, da bomo na začetku se osredotočili na neko najpomembnejši vidik učenja in priprave na pač neke zaključne izpite, in sicer to je sprotno učenje. Bomo si pogledali, zakaj je toliko govora o sprotnem učenju, kako se učimo sproti, pa zakaj se je tako težko sproti učiti, predvsem. Jaz sem pa tudi potem nekako na kup dala 6 nekih takih glavnih točk, ki so tudi iz naše raziskave ven prišle, da so v bistvu najbolj ključne za to, da se lahko nek učenec za NPZ pripravi oziroma čist sproti, a ne, da nekako si ustvari dobre učne navade, da mu ali ji, da jim bo čim lažje iti čez osnovno šolo, srednjo šolo, konec koncev tudi faks ali pa vsa kasnejša izobraževanja. Tako da je super, da če ste večinoma danes prišli poslušati za NPZ, je to res super priložnost, da se s svojimi otroki o tem pogovorite in seveda res probate jim tudi vi pomagati kot starši, kako si lahko neke dobre učne navade vzpostavijo, kar jim bo potem tudi lažje, a ne, kasneje na svoji izobraževalni poti. Pokazala bom pa tudi glede tega je bilo veliko vprašanj vmes, pa tudi maile trenutno konstantno dobivamo, ker je pač tako obdobje, a ne, da se počasi začenja priprava na NPZ. Mi smo naredili že pred 6 leti eno platformo, ki se imenuje Razturi na maturi, ki so jo dijaki zelo lepo sprejeli. Gor smo pač profesorji vse vsebine pripravili specifično za maturo in potem so hitro prišla vprašanja, ko so imeli kakšne mlajše brate in sestre, zakaj pa za NPZ to ni. In smo se lotili in v bistvu lansko leto ponudili tudi Razturi NPZ. Tako da bom na koncu pokazala, kako to izgleda, kaj to sploh je, ampak najprej se dajmo teh osnov lotiti ločeno od tega. Bom se tudi lotila, če bo kdorkoli imel kakršnokoli vprašanje, lahko ga napišete, lahko svoje vprašanja pišete že vmes v chat oziroma Q&A. Na koncu se jih bom lotila, no, ponavadi jih ne grem gledati vmes, ker pol hitro izgubim
rdečo nit tega, kar govorim. Tako da, če ima na kakršnem koli mestu kdo vprašanje, ga komu že sproti napiše, da ne pozabite, da to date ven iz sebe. Na koncu se bom pa tega seveda lotila in se potrudila, da bom res na vse odgovorila. Na koncu bom pa dala tudi na voljo svoj mail in karkoli, da se tudi v prihodnje lahko slišimo po mailu in predebatiramo, če imate pač kakršnakoli specifična vprašanja. Tako da jaz predvidevam, no, oziroma nekako planiram, da bi to trajalo tam nekje dobre pol urce, 45 minut. Jaz sem res probala vse lepo strniti, tako da mislim, da je najboljš, da kar začnemo in se lotimo. Zdaj, da začnemo s tem sprotnim učenjem, a ne? Zakaj je pomembno, da se učenci sproti učimo? Jaz verjamem, da je tudi od vas, a ne odraslih, marsikdo imel kakršnokoli, oziroma med svojim šolanjem se je vedno znova hotel začeti sproti učiti. Jaz vem, da sem tudi sama, ne, v srednji šoli si vsako šolsko leto znova ali pa vsak januar znova rekla, joj. Zdaj se bom pa res sproti učila, zdaj bom pa res začela malo bolj redno delati stvari za šolo, ker vsi vemo, kako je pol, ko se vse stvari naberejo na kupu, kaj kar naenkrat v enem tednu so 3 testi, pa 2 spraševanji in sploh ne veš, kam bi se obrnil in katero stvar bi se najprej začel učiti. In če se učimo sproti, pa pač zmanjšamo ta stres, ne, pred testi in pred spraševanji. Zmanjšamo ta občutek neke panike, da se nam vse preveč nabira na kup, in je veliko lažje se vsega tega lotiti, če imamo malo bolj sistematično te zadeve urejene. Seveda, normalno je pomembno sprotno učenje tudi zaradi tega, ker če se sproti učimo, se pravi, če ne delamo vsega zadnji trenutek, si lahko predstavljate, da s tem tudi veliko bolj razumemo snov, ki se jo učimo, in si jo tudi seveda dlje zapomnimo, a ne? Ker če to na pač nekih daljših intervalih ponavljamo, si absolutno več zapomnimo in bolj kvalitetno zapomnimo snov, kot če pač se tisti dan ali pa dva pred testom na hiter nekaj v bistvu piflamo in pač učimo skorajda ne na pamet, brez tega, da snov dejansko razumemo. Seveda pa tudi to, da se sproti učimo, močno pripomore k temu, da dosegamo neke svoje cilje. Marsikdo, oziroma tle si upam reči, da kar večina učencev, pa tudi dijakov, zares, no, to smo tudi v naši raziskavi ugotovili, da si ne postavlja nobenih ciljev. Ne osebnih, ne akademskih oziroma pač šolskih, kakorkoli že, tega se bomo tudi malo kasneje še natančneje lotili. Ampak če si postavimo neke cilje, če pač stremimo k nečemu, na tak način se je tudi potem lažje sproti učiti in tudi vemo, zakaj se sproti učimo, a ne? Pač kakšen je namen, da pač delamo sproti. In je precej lažje tudi doseči te cilje, kot če pač zadnji trenutek se vseh zadev lotevamo. Zdaj tle govorim, ja, seveda vsem je zdaj jasno, da je sprotno učenje pomembno, vsi se s tem strinjamo, verjetno, ampak kako rečemo temu, easier said than done, a ne? Seveda je težje zdaj to v neko prakso spraviti, kot pač ja, da samo jaz lepo zdaj govorim o tem, zakaj je sprotno učenje pomembno. In precej težav je pri tem, zakaj se je težko sproti učiti, a ne? Oziroma precej razlogov je za to, da se težko sproti učimo. Ena je, da marsikdo od nas, oziroma vsak od nas se je sigurno že kdaj zalotil, da rajš vse druge stvari prej dela, kakor tisto, kar more narediti. Da se pač malo izogibamo kakšni obvezi, ki jo imamo, ali pa kaj, kar moramo nujno narediti. In temu se pač reče neka prokrastinacija, oziroma da pač imamo neke moteče faktorje vse povsod, oziroma da si vsako stvar, da se nam vsaka stvar zdi tisti trenutek bolj pomembna, ali pa rečemo, sam še sobo si spravim, sam še celo omaro si pospravim, sam še zamenjam
poletna pa zimska oblačila, sam še vso kuhno bom pospravila, a ne, vsaka stvar pride bolj prav, pa mislimo, da je v tistem trenutku pomembnejša od tistega, kar pač bi mogli delati. Tako da to se nam vsem zelo pogosto zgodi, verjamem, da se tudi vi kdaj najdete v tej situaciji. Tako da pomislite, koliko je šele težje se na tak način zbrati, a ne nekomu, ki je star 14, 15, 16, da pač se takih zadev loti malo bolj strateško. Potem en razlog, ki je tudi pogost, je, da učenci tukaj še nimajo razvitih, recimo, nekih veščin, time managementa, se pravi upravljanja s časom. To tudi pride s prakso, ne? Ampak zelo pogosto se zgodi, da pač seveda ne vejo. Lahko mogoče nekdo misli, da jim bo ena domača naloga vzela 10 minut, jim pa vzame pol ure ali pa 45 minut. In se nam v bistvu mal zakrivi ta ideja, koliko časa bomo za nekaj porabili, ker si ponavadi, recimo, si rečejo učenci, aha, dobro, bom naredila zdaj najprej vse, kar je sproti, ne, se pravi domače naloge, karkoli tazga, pa se pa lahko še učim za nekaj naprej, recimo za NPZ ali pa karkoli tazga, nekaj v bistvu strateškega, kar pač ni tista trenutna zadeva, ki jo nujno morajo narediti, ampak pač nekaj, kar imajo kasneje še v svojem načrtu. In hiter potem pač toliko časa porabijo, recimo za domače naloge ali pa za neko tako zadevo sprotno, da jim potem zmanjka časa narediti tisto, kar so si sicer dali v plan, mogoče, a ne? Ampak enostavno je pol bila že tako pozna ura, so že utrujeni in je pač čas za povečerjati pa iti spat, ker je pač naslednji dan treba zgodaj vstati. Tako da to so vse zadeve, ki se jih da natrenirati v bistvu, če malim sledimo, če malo imamo neke refleksije na koncu, a ne, koliko časa predvidevamo, da nam bo nekaj vzel, koliko časa nam je to dejansko vzel in se iz tega tudi lahko malo izučimo, da naslednjič znamo bolje predvideti, koliko časa nam nekaj vzame. Ena zadeva, ki je tudi mogoče ne tako zelo pogosta, ampak je v bistvu povezana s tem time managementom, ki sem glih omenila. Se pravi, da imajo fokus preveč na nekih kratkoročnih zadevah, se pravi, prej želijo, kar je tudi logično, a ne, da želijo prej rešiti, a ne, nekaj za domačo nalogo ali pa če imajo jutri ali pa pojutrišnjem test, seveda se temu prej posvetijo kot neki bolj dolgoročni zadevi, ki pač v tem trenutku niti ni tako bistvena, niti ni tako pomembna. A ne? Tako da vedno pač rešujejo bolj sprotne stvari in potem tudi zmanjka na koncu časa za neke zadeve, ki so bolj srednje ali pa dolgoročne. Nekateri učenci imajo tudi prekomerno samozavest. Zdaj, večinoma se pogovarjamo, a ne, o učencih, učenkah, ki imajo prenizko samozavest, a ne, da ne verjamejo vase, da niso samozavestni na testih in da tudi to vpliva na koncu, a ne, na nek uspeh na testih in tako naprej. Potem je pa drugi ekstrem, kjer so pa kakšni res prekomerno samozavestni, da se mogoče niti ne zavedajo, a ne, koliko ene snovi je, recimo v NPZ-jih ali pa kaj je treba ponoviti in tako naprej. In si mislijo, sej pač, da to pa bo ja vsak z levo roko naredil, da to pa ja ni problem, itak vse znam. Tako da se dostikrat ujamejo, no, v neko to past, pa tukaj ni namen, da jim zbijamo samozavest, ne, absolutno ne. Samo mogoče, da gremo skupaj pri takih primerih, da si pogledamo, koliko snovi pa je v NPZ-jih, katere snovi se preverja v NPZ-jih. Pač lahko res obkljukamo te snovi, da jih znajo, da so jih ponovili, kakorkoli. Sam toliko, da smo na tej varni strani, no. Pogosti so tudi neki zunanji pritiski, tle so lahko ti pritiski zelo različni, a ne. Lahko so to pritiski od staršev, lahko so to pritiski od kakšnih učiteljev, lahko so to pritiski od vrstnikov.
A ne, jaz sem doskrat videla primere, da dejansko med sabo kakšni učenci, učenke tekmujejo, kdo bo več točk dosegel in tako naprej. In so to, mogoče sploh nimajo občutka, da so to neki pritiski, ampak so. Lahko so čist nezavedni, oziroma se sami ne zavedajo, da pač imajo nek tak pritisk iz neke smeri. Zelo pogosto pa tudi sami sebi ne dajemo kar močan pritisk, da se moramo izkazati, da moramo neko določeno število točk ali pa oceno doseči, in si v bistvu pogosto sami ta pritisk ustvarjamo, ki je pač nepotreben oziroma nam lahko kvečem škodi. A ne. Ena zadeva je tudi neučinkovito učenje, se pravi, da je spet dosti normalno, da učenci v 9. razredu še niso odkrili neke metode učenja ali pa tehnike učenja, ki bi jim najbolj ustrezala, s katero bi se najbolj učinkovito učili. Tudi različne predmete se učimo na različne načine, tako da je to normalno, ampak če imamo to nekako v mislih ves čas, a ne spet, pa tudi po tem, ko se učijo ali pa dosežejo nek rezultat, da tudi razmislimo mogoče skupaj doma, aha, na kakšen način sem se pa zdaj pripravljala na test, oziroma se je moj otrok pripravljal na test, jaz zdaj malo skačem iz ene osebnosti na drugo, ampak mislim, da me razumete, no. Torej, da čim prej otrok ugotovi, ali pa mu vi kot starši, kot učitelji, kdorkoli, da skupaj ugotovite, na kakšen način se pač ta otrok najlažje uči. Vemo tudi seveda, da se vsak uči, da ima vsak nek svoj sistem, a ne, da ne paše ista metoda vsakmu. Tako da je treba to malo potestirati, malo preizkusiti in na koncu ugotoviti, kje pač se nekdo najbolj udobno počuti in zares tudi dosega neke najboljše rezultate. Seveda so pa tukaj še razvojni faktorji. To tudi verjamem, da ste vsi že slišali, no, da se pač najstniški možgani še močno razvijajo, da se tale, kako se reče, prefrontalni korteks, ki je kar pomemben za marsikatero stvar v življenju, ne samo za učenje, tudi za nek dolgoročni pogled, za razumevanje, empatijo in tako naprej. In to se razvija vse do, mislim, da 25. leta. Tako da imajo dejansko tudi čist en tak biološki razlog, zakaj mogoče kakšne stvari čist ne štimajo, oziroma zakaj pač se težko spravijo, zakaj nimajo tega big picture o učenju in svoji poti in svoji prihodnosti in tako naprej. Jo pa imamo mi, a ne učitelji, starši, tako da jim pač lahko pomagamo na tem področju, oziroma jih pomagamo na vsake toliko časa se spomniti na ta big picture. Zdaj pa gremo kar h konkretnim predlogom. To so zdaj predlogi, ki sem jih jaz čistko sama zbrala po pač teh letih učenja, raziskovanja teh tematik. Tako da sem nabrala teh 6 točk, pa gremo kar po vrsti. Prve 3 so tudi najpomembnejše. Tako da sem dala te prve 3 kot res take, na katere bi vam res svetovala, da se osredotočite. Naslednje 3 so pa take, kako bi rekla po angleško, good to have. Se pravi, da je fino, če so pod kontrolo, niso pa zdaj bistvene pri učenju, pripravi na NPZ in tako naprej. O ciljih sem nekaj že govorila na začetku tega predavanja. Večinoma si res ne postavljajo učenci ciljev, ne kratkoročnih, ne dolgoročnih. Je pa to eno zelo priročno orodje, ki v bistvu pomaga, ne, učencem, dijakom, konec koncev tudi nam odraslim, a ne, da pač imamo nek cilj, nekaj, k čemur stremimo, nekaj, kar nam daje smisel, a ne, za tiste stvari, ki jih v tem trenutku počnemo. In tudi, da se malo lažje spravimo početi neke stvari, ki se jih mogoče v tem trenutku nam ne da začeti, ampak ker imamo nek cilj, ker ga želimo doseči,
se pač teh zadev potem lotimo. In to je super primer, tukaj je učenje. Zdaj, kratkoročni cilji so lahko že pač cilji za, ne vem, naslednji test ali pa za naslednjič, ko se bojo učili doma ali karkoli. To tudi ni nujno, da je cilj, aha, petka, ni treba, da je cilj ocena, ne? Lahko je cilj, da pač ne vem, sprobajo eno ali pa dve različni tehniki učenja, pa vidijo, kako jim gre. Lahko je seveda cilj tudi ocena, ampak ni to edina stvar, ki si jo lahko kot cilj postavijo, ne, učenci. Lahko si postavijo cilj, da bojo pač ne vem, da bojo samo sledili nekemu rednemu urniku učenja, ki si ga postavijo, ne, da pogledajo svoj urnik, ok, takrat pa takrat imam čas, bom recimo, ne vem, eno polovico ali pa eno tretjino tega časa namenila dodatnemu učenju in potem sledijo in vidijo, kako napredujejo in a se kaj pozna pri njihovem uspehu ali pa samozavesti ali pa čemarkoli drugem. Tako da ena stvar, torej zelo pomembna je, da si postavijo cilje, torej lahko so kratkoročni, lahko so pa dolgoročni v smislu, ne vem, kakšni recimo že vejo, kaj si želijo postati, ko bojo odrasli. Vem, da večina ne, ampak kakšne pa ja, in pol imajo lahko že to za en zelo jasen dolgoročni cilj, a ne, kam želijo, da jih pač njihova akademska pot, kakorkoli pripelje, in imajo že to kot zelo jasen cilj. Jaz recimo vem, da sem že od majhnega si želela biti učiteljica in sem že doma po tablah risala, in v šoli po tablah risala in to mi je bila najboljša stvar in sem od vedno vedela, da si želim postati učiteljica. Vem, da je to redkost, ampak tisti, ki imajo neko idejo ali pa vsaj neko smer, ki jih zanima, jim je lahko to nek dolgoročni cilj, a ne. Zdaj, to je samo en primer, ampak hočem samo povedati, da in kratkoročni in dolgoročni cilji so lahko, si jih pač čist individualno, otroci lahko sestavijo. Seveda jim lahko starši ali pa učitelji, svetovalni delavci pomagate pri teh zadevah, ampak je v bistvu tudi čist kul, če jih kdaj malo pustimo, da probajo sami pač do nekega cilja, do nekega tazga rezultata priti. In potem je super tudi, če si te svoje cilje, ne glede na to, a so kratkoročni, dolgoročni, zdaj neki srednjeročni cilji bi bili pa ja, ne vem, na kakšen način želijo šolsko leto zaključiti ali pa kako želijo NPZ-je odpisati ali pa kaj takega, ampak to pač si lahko postavijo sami in super je, če si pol te svoje cilje nekam pred sabo dajo. Se pravi, da ne vem, če imajo svojo sobo, da si jih na steno nalepijo ali pa če imajo neke day plannerje, neke beležke, da si tja to nalepijo. Če ne drugega za screensaver na telefonu, pač tisto ponavadi skozi gledajo. Tako da nekam naj si to postavijo, zaradi tega, da imajo res, da se na vsake toliko časa spomnijo, da so si te cilje postavili in da pač proti tem ciljem seveda želijo verjetno sami stremeti in je potem takoj lažji naslednji korak narediti k temu. V povezavi s tem je tale druga točka, in sicer urnik učenja. Tukaj bom tudi en zelo konkreten primer dala oziroma neko priporočilo, kako bi temu rekla. Zdaj, če vzamemo konkretno NPZ. Poglejte, kdaj so datumi NPZ-jev in si naj otrok označi datum, se pravi, pišem matematiko, ne vem, kdaj je 27. marec, 25. marec, in si označite te datume, se pravi za 3 predmete, in potem temu se reče reverse engineering, v bistvu greš nazaj vse do današnjega dne. Se pravi, datumi so takrat, potem se pogleda, katere snovi se preverjajo na NPZ-ju. Si lahko naredite pregled snovi, zato da vidite, koliko je dejansko tega količinsko, in glede na to
Seveda si zraven lahko označite tudi, a ne, kdaj so sprotni testi, spraševanja in tako naprej. Tako da kjerkoli datume, ki jih imajo za šolo, si lahko v nek koledar označijo in potem glede na te termine testov in tako naprej, si pač lahko zorganizirajo, kdaj bojo imeli več časa, kdaj bojo imeli manj časa za pripravo na NPZ in si to lahko strateško v bistvu razporedijo. S tem se pač izognejo tisti paniki last minute, ko pač je veliko vsega naenkrat, so testi, so spraševanja, so kakšne drugi projekti v šoli in še zraven se pač bliža NPZ. Če se zdaj lotevajo tega, je še vedno dovolj časa, da te stvari obdelajo in si pač lepo pripravijo nek načrt. In tako tudi ne bo tako stresno vse skupaj, ampak se bojo pač lepo sistematično nečesa držali, tudi ne bo preveč vsega naenkrat in je veliko lažje je nekako iti čez to, da ne vem, en osnov na teden sam ponovijo. Sej ni treba, da naredijo 60 vaj, pa se na pamet nekih stvari učijo. Samo to, da grejo čez, to je lahko neka snov iz 6. razreda, ki jo itak znajo, samo pač, da si enkrat preberejo ali pa da grejo enkrat čez nek povzetek snovi ali pa nekaj tasga, pa imajo to že odkljukan in so mirni, da so pač toliko pa toliko že naredili na tem področju. Tretja zadeva, sem jo poimenovala Study smart, not hard. To je točka, ki se nanaša na te metode učenja oziroma tehnike učenja. Da ugotovijo, na kakšen način se njim najbolj ustreza učiti, kar ni tako lahko ugotoviti. Vam pa dam že zdajle en primer ene tehnike učenja, ki je tudi znanstveno zelo dobro podprta in sicer se imenuje Active Recall. Oziroma, kako bi po slovensko temu rekli, aktivno pomnjenje. Mislim, da se tak izraz uporablja v slovenščini. Kaj to pomeni? Oziroma, na kakšen način se učimo, če uporabljamo to tehniko aktivnega pomnjenja? Kot že ime samo pove, takrat s snovjo nekaj aktivno počnemo. Ker recimo, če jaz si naredim neke zapiske ali pa pač v šoli, a ne, zapišem stvari v zvezek in če to samo berem, je to precej pasivno. Aktivno je pa recimo to, da jaz to snov, ki sem si jo v zvezek napisala, preberem, potem pa zvezek zaprem in probam sama iz glave ponoviti, karkoli sem pač tam prebrala, oziroma vse tiste informacije, ki sem si jih pač tokrat zapomnila. In fino je, da to res na glas probamo ponoviti. Lahko pač vam staršem razlagajo, lahko bratom, sestram, lahko se pokličejo s sošolci, s sošolkami, pa si razlagajo snov. Vedno dam primer, lahko pač si psa pripeljejo v sobo, pa psu razlagajo, ali pa mački. Lahko pač sami sebi, lahko vzamejo prazen papir, pa probajo zapisati te stvari. V glavnem, važno je, da ne ostane to samo v glavi, ker v glavi včasih imamo tudi občutek, da ful več znamo ali pa vemo, kakor polka moramo to res ubesediti, a ne. In na tak način dejansko vidijo, koliko informacij so si zapomnili, kaj znajo povedati, in potem vedno se lahko potem nazaj vrnejo. Še enkrat preberejo, si zapomnijo še kakšno novo informacijo, spet zaprejo, da ne gledajo skozi vmes noter, a ne, ker tako se hitro lahko malo ven zvlečemo, če pač imaš odprto, pa na vsake toliko časa pokukaš, pa se nekaj spomniš, ampak da res zaprejo in probajo sami iz glave razložiti. Tudi to je. Če znaš ti snov razložiti sam, na čim bolj preprost način, tako da jo bo vsak razumel, potem jo res obvladaš. Pomislite tudi vsi učitelji, profesorji, najboljši so oni, ki ti znajo na preprost, zanimiv način razložiti snov, ne pa oni, ki ful komplicirajo, pa grejo toliko v neke detajle, da te na koncu samo zmedejo. Torej,
če vaš otrok, če učenec zna eno stvar razložiti sam s svojimi besedami, potem ste lahko prepričani, da res obvlada snov. Tako da tehnik učenja je drugače zelo veliko. Od Pomodoro tehnike do Feynman tehnike, do učenja z intervali in tako naprej. Tega je ogromno. Lahko malo pogooglate ali pa če to vprašate, kje vse so, ne vem, najpogostejše ali pa najbolj učinkovite tehnike učenja. Ampak absolutno bi jaz najprej priporočila, da če še niste, preizkusite to aktivno pomnjenje, active recall, se imenuje v angleščini. Evo, to so prve tri točke in tudi tiste najpomembnejše, no, ki sem se jim želela posvetiti, predvsem danes. To so pa še naslednje. Se pravi, ena, ki je zelo mogoče logična, oziroma ste verjetno se že dostikrat ali pogovarjali o tem doma, ali starši poskušali tukaj urgirati, da pač, ko se učijo učenci, da čim bolj zmanjšajo neke motnje, ki jih imajo okrog sebe. Se pravi, telefone dati stran, imeti nek miren prostor. Jaz mislim, da večinoma je tudi v redu, da neko hrano, neke prigrizke dajo stran, da se res pač osredotočijo na tisto, kar delajo, da imajo zraven sebe tiste materijale, ki jih pač uporabljajo za učenje in to je to. Zdaj, če neke motnje je težko odstraniti, recimo, če ti sosedje prenavljajo stanovanje ali pa hišo in ves čas delajo in vrtajo in ne vem, kaj vse počnejo, seveda tega ne morete kar ukiniti. Lahko pa, ne vem, se proba učiti v knjižnici ali pa pač v kakšnem drugem prostoru ali pa kaj takega, ali pa kakšni čepki, kaj takega. In ja, seveda je pa fino, da, ne, tako kot sem rekla, ok, hrano mogoče stran, pa da imajo samo neko vodo pri sebi, da ko pa imajo pauzo, ne, pa lahko grejo po nek prigrizek, se malo raztegnejo, se malo sprehodijo po stanovanju in tako naprej. To je v bistvu super na možgane. Za možgane in me pripelje tudi na točko 5, pazi na svoje zdravje. Tukaj bi pa omenila 3 pomembne faktorje. In sicer spanje, gibanje in prehrana. Pa to ne pomeni zdaj, da je treba v nulo imeti prehrano zrihtano in ne vem kakšne vse kuhane obroke, ker to je samo še dodaten pritisk, predvsem na starše tukaj. In tega absolutno nočem danes, nočem, da je to cilj današnjega predavanja, ampak sam tok. Pa tudi vem, da je težko, ker so pač devetošolci in imajo že pač vsak neke svoje muhe. Ampak to, da dovolj spijo, je izjemno pomembno za pač razvoj njihovih možganov, zato da se tudi informacije, ki se jih učijo, da se jim nekako ležejo, ne, da si jih zapomnejo tudi. Tako da spanje je zelo pomembno. Miganje oziroma neka telovadba je tudi super na tak način. Se jim dobro prekrvavijo možgani, dobijo dovolj kisika, se malo zmigajo, da je lažje tudi pol se nekako sredotočiti, sedeti, pač se učiti, delati za šolo. Tako da gibanje je tukaj zelo pomembno. Dosti je že, da psa na sprehod peljejo ali pa pač karkoli naredijo 10 počepov vmes med učenjem. Karkoli, samo da se malo premaknejo. In seveda prehrana. Absolutno bolj priporočam neko, ne vem, sadje, zelenjavo, vodo, kot pa čips pa Coca-Colo za pač imeti med učenjem. To mislim, da je tudi zelo preprosto, pa da tudi ni preveč težko priti do take vrste hrane. Zadnja točka jo pa večina ljudi malo zignorira oziroma ne upošteva kaj preveč. In to je pač neka refleksija. Se pravi, da razmišljajo otroci o tem, kaj delajo, kako se učijo, kakšne, ne vem, rezultate dosegajo in kako so do njih prišli. Se pravi, da vidijo, ne vem, če so si nek urnik prej naredili, a je premočen tempo, a je bilo preveč, a je bilo zelo težko to zdržati, pol ga probajo za naslednji teden malo
umiriti, si vzeti malo več prostega časa ali pa malo več spati ali pa karkoli takega. Če je šlo ok, potem lahko recimo nadaljujejo v nekem takem tempu. Če dosežejo eno lepo oceno, recimo v šoli, zakaj so dosegli tako oceno, a ne? Na kakšen način so se učili, koliko prej so se začeli pripravljati, kakšno tehniko učenja so uporabljali, ko so se pač pripravljali in pač dosegli tak lep rezultat, in hkrati obratno. Če jim je nekje spodletel, da spet, da ne gremo samo v to, ojoj, ne vem, slaba ocena, grozen, jih starši kregamo, so oni slabe volje, smo vsi slabe volje zaradi tega. Pač vzemimo to kot neko priložnost, se naučiti, ne, kaj je šlo narobe, zakaj. A sem se prepozno začela učiti, a je bilo preveč snovi, pa premalo časa, na kakšen način sem se učila, a sem si pač, a sem razumela snov, a nisem razumela snovi, in kaj pač lahko za naslednjič naredim drugače, da bo pač nek končni rezultat boljši. Na tej točki bom jaz zdaj sam na hitro pogledala, če je kdo kakšno vprašanje že postavil. Aha, vidim, da neka vprašanja so že. Aha, nekdo je samo pohvalil mojo razlago, hvala lepa. Nekdo pa je vprašal, kaj je definicija sprotnega učenja. Definicija sprotnega učenja, ja, zdajle iz glave ne vem definicije sprotnega učenja, ampak jaz bi si definirala oziroma interpretirala sprotno učenje tako, da pač se ti na koncu preprosto ne nabere preveč stvari naenkrat. Se pravi, da je nek reden tempo učenja, brez da je zadnji trenutek neka panika. Evo, tako bi jaz to ocenila. Zdaj, vse te stvari, ki sem jih jaz omenjala, vseh teh 6 točk, vsi ti razlogi in pač neke tehnike, kako se lahko sproti učimo, vse to lahko počnete sami, si zorganizirate in tako naprej. Po mojih izkušnjah se pa ponavadi že pri ciljih ali pa že pri organizaciji učenja hitro lahko zatakne. Ker žal v večini primerov tudi starši ne vemo čista, ne, kako bi se tega vsega skupaj lotili, kako lahko pač svojim otrokom pomagamo, da vzpostavijo nek tak, ne vem, ritem učenja, navade učenja, a ne. In plod tega razmišljanja mojega o vseh teh zadevah je tudi tečaj, spletni tečaj Razturi NPZ, ker sem glih videla, da sploh za eno tako večjo stvar, kot je NPZ, iz česar sicer se mi ne zdi prav, da delamo neko tako dramo iz tega, ampak je pa pač stvar, ki je neka novost v življenju učencev. Prvič je to nek tak, a ne, nek tak večji test, ki tudi nekaj šteje, ne, od lanskega leta se NPZ šteje, tudi pri vpisih za srednjo šolo, se pravi, če so omejitve, a ne, se gleda tudi, rezultate NPZ-jev. In tukaj sem hotela pač učence in hkrati v bistvu tudi starše nekako podpreti pri tem, da se znajdejo v pač vseh teh informacijah, ki jih dobivajo z vseh smeri. Tudi na šolah se različno teh stvari lotevajo, a ne, eni dajo malo več poudarka na to, eni skoraj nič. Tako da je pač čisto odvisno od vsakega učenca in starša posebej, kako se na te stvari pripravi. Na teh tečajih smo pa mi v bistvu še z ekipo osnovnošolskih učiteljev pripravili 2 tečaja, in sicer enega za slovenščino in enega za matematiko, kjer smo zbrali vse snovi, ki se pojavljajo na NPZ-jih, ki jih preverja NPZ v 9. razredu. Torej je pregled celotne snovi, ki se preverja na NPZ-ju v obliki kratkih jedrnatih videorazlag. Zraven so tudi zapiski, ki si jih lahko zloadajo, prenesejo, sprintajo, kakorkoli. To so v bistvu pač povzetki nekako vseh teh pomembnih snovi, ki jih preverja NPZ. Zraven so tudi rešene stare NPZ pole,
Tako da ni, seveda na Ricu lahko dobite, a ne, stare pole, si lahko pogledate rešitve, ampak kar ponavadi večini potem manjka, je razlaga, ne, kako se pride do te rešitve, zakaj je ta rešitev taka in ena druga napačna, kakšna je razlaga. Tako da tukaj so dejanske razlage vseh rešitev na teh starih NPZ testih. Zraven so pa še pač razno razni webinarji in zapiski od tega, kako točno izgleda NPZ, kdaj so pauze, na kaj morajo biti pozorni, do strategij reševanja nalog, do nekih nasvetov za organizacijo, tudi lahko si zloadajo zraven kot PDF. Take načrtovalce učenja, da jih potem samo izpolnijo, da jim malo lajša to organizacijo. Jaz sem pa tudi na koncu vsega posnela en tak mal bolj motivacijski video, no, da jim mal pred testom dvignemo samozavest, pa jih pomirimo, da pač grejo res v nekem pravem mindsetu na tak test. Tukaj le gor na ekranu je QR koda do naše spletne strani. Mi smo zdaj to akcijo, ki smo jo imeli pač na informativi prejšnji teden, smo zdaj podaljšali tudi še do konca tega tedna, oziroma mislim, da do jutra še velja. In sicer, da je paket obeh predmetov, se pravi matematike in slovenščine, namesto 240 evrov, 120 evrov. Tako da je v bistvu cena, dobite dva za ceno enega. Tako da vabljeni, da si ogledate spletno stran. Jaz se bom zdaj lotila še vprašanj, mislim, da jih je še nekaj vmes se nabral. Drugače pa, če bom kdo imel še kakršnokoli vprašanje, bi se želel o čemarkoli pogovoriti glede načina, kako se vaši otroci pripravljajo na teste, kako delajo za šolo, pač karkoli, sem v glavnem z veseljem vedno na voljo. Tukaj spodaj je tudi naš e-mail. Zdaj pa pogledam še vprašanja, ki ste jih napisali. Eno vprašanje je bilo, koliko časa pred NPZ-jem se rabiš začeti učiti. To je zelo odvisno od vsakega posameznika, ne? Nekdo se pač začne učiti teden ali pa dva prej, pa nima nobenih težav, nekdo se pa pač začne učiti že v začetku 9. razreda, pa pač sproti počasi in vztrajno ponavlja do pač NPZ-jev. Jaz bi drugače rekla, da če se tako kot eno tako splošni nasvet, no, ne glede na to, kakšen je učenec, kakšne ocene ima, kakorkoli, bi rekla, da je res tako sredina, v bistvu zdajle, sredina januarja, začetek februarja, v redu čas, da grejo malo čez te stare snovi, da si pogledajo, kaj vse morajo znati, kaj od tega že znajo, kaj ne, in si pač nek načrt naredijo do tistega datuma za NPZ. No. Predvsem pa že vmes, da pogledajo, kdaj so te datumi, in si lahko pač to splanirajo za nazaj. Evo. Naslednje vprašanje je, kako zmanjšati stres. Po mojih izkušnjah je že to, da si narediš načrt, pregled snovi, da imaš te zadeve pred sabo, že to zmanjša stres, zaradi tega, ker vidiš, toliko teh zadev že znam, to moram mogoče samo na hitro prebrati, ponoviti in tako naprej. In na tak način se stres že zmanjša, zaradi tega, ker se malo pomirimo, ker vemo, to me čaka, to sem že naredila, in je veliko lažje iti na tak način čez to, kot da v bistvu sploh ne veš, pa takrat zadnji trenutek malo se začneš pripravljati, pa pogledaš, pa vidiš, ojoj, pa je nekaj kar nekaj, in takrat stres zelo hiter je v porastu. No? Tako da jaz bi rekla, da sam neka jasna priprava, pa to, da dovolj zgodaj se začnemo ukvarjati s tem, da ni pol tisto zadnji trenutek vse, že to lahko precej zmanjša stres. Naslednje vprašanje, koliko časa naenkrat se je smiselno učiti, preden koncentracija pade. Zdaj, o koncentraciji
bi lahko en cel nov webinar naredila, sploh pač pri mlajših. Vsi jih sicer skozi malo kritiziramo, kako nimajo koncentracije, kako se ne morejo zbrati in tako naprej. Jaz mislim, da to niti ni tako grozno, kot marsikdo predstavlja. Če imamo zadeve zorganizirane, pa predvsem, če pač si znamo narediti snov zanimivo, da nas nekako pritegne, a ne, da ni pač dolg čas se učiti. Tako da, če znamo snov, ne vem, povezati z nekimi svojimi interesi, najti vsaj neko zanimivo zadevo v osnovi, ki se jo učimo, se tudi koncentracija kar hitro lahko podaljša, no. Tako da tle je zelo odvisno od pač učenca do učenca, tudi mi odrasli, veste, da imamo različno dolg lahko držimo koncentracija. Je pa res, da to tudi z nekim treningom, ali kako bi rekla, se da tudi izboljšati, a ne. Vsekakor je pa recimo za take, ki težko držijo koncentracijo, fin ta Pomodoro tehnika učenja, torej da se ne jim recimo 25 minut učijo, kot tok pa bi že lahko zdržali, pa potem 5 minut pauze, pa spet 25 minut, se pravi, da se v neke krajše intervale razdeli učenje. Naslednje vprašanje je, če računalnik jemlje pozornost pri učenju in kaj narediti glede tega. To je super vprašanje in se mi zdi, da je tudi zelo na mestu, glede na to, da sem zdaj predstavila naše spletne tečaje za NPZ. Tudi o računalnikih in ekranih se zelo veliko govori in je to tudi zelo pomembna tematika. Jaz mislim, da računalnik jemlje pozornost, če pač lahko uporabljaš še milijon drugih stvari zraven ali pa če imajo tam 10 tabov odprtih. Če pa imajo zelo jasno, aha, tukaj je ta snov, tukaj je edino, kar lahko naredim, je, da si pogledam na video razlago. Mi smo tudi dali recimo gor glih zapiske s tem namenom, da si jih lahko natisnejo, da imajo lahko tudi v papirnati obliki te zadeve pred sabo. In če je pač samo jasno, za katero stvar se računalnik uporablja, ali pa telefon, ali pa karkoli, mislim, da ne bi smel biti tak problem. Pogosto je pač, ja, ko so sami, a ne, in se učijo z razno raznimi napravami, se hitro zgodi, da zaplavajo, a ne, kam drugam. Tukaj se mi zdi pa ena taka elegantna rešitev, da recimo, ne vem, se vsi skupaj pač nekaj počnemo, ne vem, za jedilno mizo se otrok lahko uči, tako da vi vsaj malo lahko pokukate, kaj počne. Vi pa pač ne vem, a za službo nekaj delate, a račune plačujete, a urejate neke stvari, a urejate slike iz počitnic, pač karkoli. In je tudi dober občutek za otroka, ne, ki ve, da je nekdo zraven. In na tak način se ponavadi tudi fokus malo dlje držijo. Tako da, evo, to je mogoče en tak hiter nasvet. Naslednje vprašanje je, kakšna glasba je primerna pri učenju, če sploh? Mislim, da je točno to vprašanje se je pojavilo tudi na informativi. In sicer, moj nasvet je tak. Če nekomu glasba ustreza in jih to ne moti, ampak jim celo pomaga pri učenju, da so bolj zbrani, da vse štima, pol je to ok, potem pač ne poslušajo glasbo, če jim to pomaga. Če pa vidite, da je glasba pač res neka distrakcija, pol pa mogoče ni fajn, da jo poslušajo, a ne. Zdaj, jaz sem brala ful enih raziskav, tudi o tem, ne, a Mozart pomaga, si ful bolj zapomnijo informacije, če Mozarta poslušajo, pa ne vem kaj. V bistvu na koncu pride do tega, da da pomaga recimo lahko pri koncentraciji neka mirna instrumentalna glasba. A ne, čim je pa neko besedilo, ki pač lahko se osredotočimo pol na to, namesto na tisto, kar delamo, a ne, pa hitro lahko pade koncentracija oziroma pač ja, se osredotočamo na druge stvari. Tako da jaz, če bi svetovala glasbo, če pač nekomu pomaga, da ima glasbo, bi vsekakor svetovala pač neko, ne vem, neko klasično glasbo, mogoče v ozadju, ali pa pač neko instrumentalno. Se tudi, če že v YouTube tipkate study music ali pa kaj takega, je pač tako en tak easy jazz v ozadju in je pač to čisto primerno, če to nekoga ne moti.
Naslednje vprašanje je, koliko preteklih NPZ pol je obdelanih na vaši strani za slovenščino in matematiko? Torej, obdelane so pole 2024, 2023, 2022. Zdaj v roku, po moje, 3 dni dodamo še polo 2025 in polo 2021. Tako da bo v bistvu 5 let, za 5 let NPZ-jev nazaj obdelanih. Naslednje vprašanje, kje pa lahko najdemo informacijo, če ne gremo na vaš tečaj, o tem, katera snov je na NPZ? Vi ste omenili, da imate zajete samo tiste snovi, ki so na NPZ-jih. To pa lahko vse na RIC-u pogledate. Na spletni strani od RIC-a, če greste na nacionalna preverjena znanja, so te pač katalogi vsebin in si lahko pogledate tam. Potem vprašanje, kako zmanjšati stres pred spraševanjem oziroma pisanjem testa. Ja, s tem, da se ne pripravljamo čist zadnjo sekundo, ker pa verjamem, da se marsikdo zadnjo sekundo pripravlja. Je pa pač ali kvalitetna priprava, a ne, se pravi, da res razumejo snov. Vsi vemo, se pač, če razumemo snov, jo znamo nekomu razložiti, pol smo tudi bolj samozavestni in pol ni tazga stresa na testu, ker vemo, da znamo. Zdaj, če pa pač ne znamo, pa se nismo ful učili, pa je ta stres tudi malo težji zmanjšati, oziroma pol pa smo itak pod stresom, ker vemo, kakšna je realna situacija. Tako da tle, a ne, je v bistvu nasvet za zmanjšati stres to, da se konkretno pripraviš na nek test, spraševanje ali kakorkoli. Je pa tle, to pa priznam, da je tudi zelo velik specifik, kakšni se bojijo kakšnih profesorjev oziroma učiteljev. Eni so zelo zahtevni, eni so manj zahtevni, tako da tukaj je tudi zelo odvisno od neke specifične situacije, ki jo pač imajo otroci v šoli. Tako da ponavadi ni ta stres izključno odvisen od znanja. Ga pa znanje lahko znatno zmanjša stresa, ne? Se pravi, pač, če znamo, vemo, da smo se učili, smo pripravljeni, se takoj zniža lahko stres. Še eno vprašanje je, vidim, da zdaj ste se kar razpisali, v redu, bom probala čim hitrejše na vsa ostala odgovoriti. Kaj, če sploh je dostopno brezplačno, preverjanje snov smernice? Pač vse, kar je na RIC-u, je brezplačno dostopno. Tako da si kar pogledajte tam, greste, mislim, da je ric.si, spletna stran, pogledate nacionalno preverjene znanja in so tam vse informacije za vse predmete. Naslednje vprašanje, kako se poleg reševanja starih pol še lahko samostojno pripravlja na NPZ oziroma kakšna tehnika bi bila najbolj primerna? Ja, jaz mislim, da res pač to, da si naredite en pregled snovi in pač po teh snoveh gre otrok, se pravi, lahko gre po starih zvezkih, po starih učbenikih, lahko gre po našem planu, a ne, ki je zelo jasno, mogoče tudi sam za sekundico. Vem, da vmes sploh nisem tega naredila, da pač pokažem, kako izgledajo te naši tečaji. Pa boste že tukaj malo dobili občutek, koliko snovi pride v poštev pri dejanskem NPZ-ju. Tako da vam sam pokažem, recimo tukaj za slovenščino. Se pravi, najprej je uvod, je webinar o tem, kaj morajo vedeti. O NPZ-ju iz slovenščine so nasveti, kako se lahko najboljš pripravijo na NPZ iz slovenščine, potem je za zloadati tale study planner, potem so rešene stare NPZ pole, potem je pa tukaj pomembna snov. Zdaj pri slovenščini gre in za književnost in za slovnico, a ne, tako da imate tukaj res za vsako snov, je nekako zajeta pač v kratkih jedrnatih videorazlagah in v zapiskih, ki jih imajo na voljo. Pač zapiske si lahko zloadajo, razlage si pa lahko pogledajo v kratkih videih. Tako izgleda in tukaj je recimo
vsa snov, pa še na koncu ta motivacijski moj webinar. Pri matematiki zelo podobno, se pravi, kaj moraš vedeti o NPZ iz matematike, nasveti, pa še neki nasveti za tisti dan pred NPZ-jem. Isto so rešene stare NPZ pole in pa pomembna snov. Tukaj smo jo pa pač res pri matematiki, je to še malo bolj jasno, a ne razločeno, da so pač vse snovi tukaj na kratek, jedrnat način razložene. Pri matematiki je pa naša profesorica, učiteljica za matematiko, dodala še naloge, kjer je zbrala v bistvu za vsako temo, ki smo jih tlele videli, ne, za vsako temo je še iz še večjih starih NPZ pol zbrala na kup dodatne vaje. Tako da tukaj lahko gledajo in imajo in naloge in rešitve zraven. Tako da, evo, samo to, da ste na hitro dobili občutek, kako izgleda in pač koliko nekako ene snovi pride v poštev pri NPZ-ju iz slovenščine ali pa iz matematike. Zdaj se pa vrnem na vaše vprašanja. Eno vprašanje je, če je uporabiti zapiske kot flashcards efektivno. Zelo. Flashcardsi oziroma učne kartice po slovensko so zelo, zelo efektiven način učenja. In to je v bistvu aktivno učenje, aktivno pomnjenje, a ne? Se pravi, da ni, da skozi gledamo v zapiske pa beremo, ampak da pač imamo kartico, pogledamo, ne vem, neko definicijo, vprašanje, karkoli, probamo sami odgovoriti, a ne? In potem šele pogledamo, a smo si to prav zapomnili. Tako da učne kartice veljajo kot zelo efektivna metoda učenja. Aha, še eno vprašanje glede glasbe, se pravi, če poslušaš glasbo med učenjem, ali je v redu, če te glasba ne moti. A ne? Tako da, če še vedno lahko ostaneš lepo zbran in se normalno učiš, je vse ok tudi z glasbo. Takole. Eno vprašanje, ga bom zdaj odgovorila. Katere napake učenci najpogosteje delajo na NPZ-jih, pa na kaj morajo biti učenci na NPZ-jih najbolj pozorni? Tukaj je zelo specifično glede na predmet in imeli bomo po moje že konc tega meseca, konc januarja ali pa v prvem tednu februarja, bomo mi imeli še 2 dodatna webinarja. In sicer enega posebej za slovenščino, enega posebej za matematiko, kjer bosta naša učitelja, te dva, ki sta pripravljala v glavnem te naše tečaje, kjer bosta one dva zelo natančno povedala, kakšne napake največkrat delajo za vsak predmet specifično in kako se tem napakam izogniti oziroma kako lahko to razrešijo. Tako da vabljeni, jaz bom. Če dovolite, vam bom poslala vsa mail, tudi tisti webinarji bojo brezplačni, tako da se pač lahko vsak udeleži, če želi. Tako da vam z veseljem pač pošljem opomnik, kdaj bomo imeli točen termin teh 2 webinarjev. Evo. Potem vprašanje, kako premagati odlašanje, kako si narediti realen urnik. Zdaj, ko si enkrat narediš urnik, seveda vidiš sproti, a ti ta urnik ustreza, a je realen ali ni. In tukaj pride v poštev oziroma tukaj je pomembna ta refleksija, da lahko recimo potem vsako nedeljo pogleda otrok za nazaj, a je ta urnik realen, a si je zadal ful preveč stvari v en teden, ali je še kaj prostora, ali si bi lahko še kakšno zadevo mogoče dodal, pa je bilo pač čist ok zdržati vse to in se ga pač sproti prilagaja. Tako da jaz tukaj res sem zelo velik zagovornik tega, da sproti vidimo, kako nam nekaj funkcionira in sproti prilagajamo to. Tako da naj si na začetku naredijo en urnik, ki se pač njim zdi realen, potem naj pa spremljajo, a jim gre v redu, ali se lahko držijo urnika, ali je to pretežek tempo, pa je treba malo olajšati vse skupaj, ali lahko še kakšno zadevo dodajo. No? Tako da ta refleksija, bi rekla tukaj, da je zelo pomembna. Ok.
Uh, Naslednje vprašanje, ali poznate kakšne spletne strani, s katerih se lahko tudi učiš? Zdaj, čist splošno, kakšne spletne strani za učenje, kjer si mogoče lahko, ne vem, neke flashkards ali pa karkoli tazga dobiš, tega obstaja kar velik. Jaz mislim, kar sem to raziskovala in gledala, dejansko specifično za NPZ, kakšnih strani ni za pripravo, je ta pač naša pri nas zares edina, kjer je pač na tak način sistematično, da je vse v skladu z snovjo, ki se dela v šoli, a ne, tako da so pač res učitelji to pripravili. Tako da na tak način ne, ampak pač kot nekih učnih pomočnikov, tega je pa verjetno kar precej, ne. Tako da ja, to pa mogoče tudi specifično učitelje, a ne za specifične predmete vprašate, pa vam bojo sigurno kaj uporabnega pokazali. Um, Potem vprašanje, kaj naj naredim, da mi ne pade tako hitro koncentracija? Poskusi to učenje v intervalih. Se pravi, da si ti rečeš, ok, učil se bom zdaj 15 minut ali pa 20 minut, kar res ni veliko. Samo toliko časa se moram učiti, pol imam pa pauzo. In si potem pač naredi te intervale in to ponoviš, ne vem, trikrat. Pa boš videl, da se je lažje držati v krajših intervalih, kot če si rečeš, o, zdaj imam pa toliko snovi, da bom 3 ure mogel vsega skupaj delati. In pol, ko narediš en ta majhen korak, da se držiš enega intervala, se lažje držiš še naslednjega, ker vidiš, da gre. In ko ti nekaj zalaufa, se ti tudi motivacija hitro dvigne in je precej lažje potem vse skupaj kontrolirati za naprej. Ok, ali poznate še kakšne primere, kako se sproti učiti? Jaz mislim, da sem danes zelo izčrpno vse povedala, oziroma da so to res najpomembnejše točke, kako se sproti učiti. Mislim, da sem z njimi tudi pokrila kar vse glavne kriterije, no, ki so pomembni za sprotno učenje. Tako da jaz sem se res potrudila, da sem vam danes dala vse možne informacije, ki pač se meni zdijo pomembne za sprotno učenje. Kako se poleg, kako se poleg reševanja starih pol lahko še samostojno pripravlja na NPZ? To sem že odgovorila. Ali obstaja kakšna brezplačna spletne vaje za NPZ? Jaz, da bi bilo na tak način, kot je recimo naš program, pa bi bilo brezplačno, nisem zasledila nikjer, ker gre tudi zelo veliko časa, energije in znanja v pripravo takih zadev, tako da dvomim, da je kdo kaj takega naredil, pa da bi bilo brezplačno. Naslednje vprašanje, če bi morali učencem priporočiti samo eno učno navado, katera bi imela največji vpliv? Ali dam dve? Ne, samo ena učna navada bi jaz rekla reden urnik. To se mi zdi, da se najbolj pogosto zgodi, ne, da takrat, ko nimajo veliko stvari v šoli, takrat se pač so frej, pa se imajo fino, pa je krasno, pa nič posebej za naprej ne delajo, ne. Pol pa pride naslednji teden ali pa čez 2 tedna, ko so pa kar naenkrat 3 testi, pa ful veliko vsega, pa konc konference se bliža, pa ocenjevanja, pa spraševanja, pa vse. In takrat pa ponovadi pomislimo, o, kako bi bilo dobro, da bi pred 2 tednoma, ko sem imela ful frej, pa pač nisem imela nič posebenega, nobenih testov ali pa kaj, če bi takrat že naredila kaj za ta čas, ki imam zdaj tako natemperan vse. Tako da jaz bi rekla nek reden urnik učenja, ne glede na to, koliko imaš v tistem tednu recimo stvari v šoli. Evo, to je moj končni odgovor. Katere snovi so običajno najbolj poudarjene na NPZ-ju? Te snovi, ki so pač ali na RIC-u ali na naših tečajih, se zelo, mislim, ponavljajo oziroma jasne so. Jasno je, katere snovi se preverja na NPZ-ju in katerih ne. Tako da bi pač ena snov blazno bila vzpostavljena,
Pa zdaj le težko rečem, bojo pa mogoče bosta pa naša učitelja lahko kaj več povedala specifično za vsak predmet, ker sta zelo pač natančno in šla vse stare NPZ, pole reševati in študirati in vse, tako da mogoče na naslednjih webinarjih še kakšna dodatna informacija glede tega. Ok, aha, a lahko date nazaj QR kodo, pardon, evo. Tole smo odgovorili, jaz si samo malo označujem. Kako se lažje učiti za matematiko? Tudi to vam bo verjetno še veliko boljši odgovor znala dati naša učiteljica za matematiko, Anja. Vsekakor pa jaz mislim, da je matematika, pri matematiki res najpomembnejša vaja. A ne, se pravi, valjda, ja, neke formule, neko teorijo morajo na začetku razumeti, ampak pol pa vaja, vaja, vaja. In ko to steče, je načeloma zadeva rešena, ne? Ali je vaš tečaj v celoti plačljiv? Ja, naš tečaj je v celoti plačljiv. Um, kaj, kaj pa za učenje pesmi za oceno, na primer Zdravljica? Ne vem čist, na kaj se zdaj to vprašanje nanaša, kako se učiti kako se učiti pesmi ali... Pardon, ne razumem čist, Ines, tega vprašanja, tako da mogoče, če malo bolj natančno vprašanje postavite, bom znala boljš izgovoriti. Ali lahko te razlage na vaši spletni strani dobiš izključno in samo, če plačaš teh 150 evrov, ker nisem našel drugega načina? Ja, trenutno je cena znižana iz 240 na 120 evrov. In ko se to plačilo odpravi, se vam odpre ta oba naša tečaja za slovenščino in za matematiko. Tako. Ali so na vaši strani za NPZ-je, ali je zajeta vsa snov, ki je letos na NPZ-ju za sloj in mat? Ja, je. Vsako leto sproti tudi še enkrat preverimo, če so kakšne novosti, če so kakšne spremembe pri NPZ-jih in tudi pač vsebino naših tečajev prilagodimo glede na to. Hvala za predavanje, zelo uporabne informacije. Hvala, da ste se udeležili. A je to samo za 9. razred, ta naša spletna stran? Ja, mi smo se osredotočili samo za NPZ za 9. razred, ker tudi tem načeloma največ teže pripisujejo, a ne? Tudi šteje se lahko za vpis na srednje šole, tako da smo se osredotočili na devetošolce. Aha, eno zelo pomembno vprašanje, za koliko časa dobiš dostop do tečaja? Tako je. Tečaj načeloma ti velja do zaključenih NPZ-jev oziroma tokrat do konca šolskega leta. Če pa je kdo, ki je mlajši, a ne, recimo se je tudi že zgodilo lansko leto, je ene par staršev kupili za svoje osmošolce ta tečaj, pa pač mi potem ročno podaljšamo, da pač velja do konca 9. razreda. Pa ni nobenih doplačil tukaj potrebno. Okay. Naslednje vprašanje. V čem je težava, če se nekdo več časa uči za test, spraševanje in dobi nenačrtovano slabo oceno, in če se nekdo manj časa uči in dobi nenačrtovano dobro oceno? Ok, to je kar kompleksno vprašanje tle. Bi bilo treba malo pogledati tudi mogoče na kakšen način se uči za test ali pa spraševanje, a ne, pa zakaj pol pride do dobre ali pa slabe ocene. Tako da tukaj zdaj samo iz tega opisa težko povem, kakšen je točno razlog. Lahko pa mi pišete na mail ali pa ne vem, se slišimo, pa probam kaj bolj specifično pomagati. No, ker tudi, če dobim več informacij o primeru, lahko kako drugače pogledam na situacijo. Ok, to smo zaključili. Ali je vaš tečaj v celoti plačljiv? Ja. Kako razdeliti snov na manjše dele? Ja, zdaj pri vsaki snovi je treba pogledati, koliko je kompleksna, a ne? Ker marsikatere snovi, recimo tudi za NPZ, niso toliko široke
nekatere so pa precej široke, tako da je treba pogledati, če je kakšna manjša, je že to lahko dost majhen delček. Če je pa kakšna bolj kompleksna, bolj široka snov, si pa pač tisto na neka manjša podpoglavja razdelimo. A ne, ponavadi že, mislim, v naših tečajih se itak vidi, ampak drugače pa tudi, a ne, pogledate v učbenik, je tudi lahko ena snov, pa pol vidite, kakšni so podnaslovi, pa so pač to lahko tisti manjši delčki, snovi, ki se jo učimo. Pohvale, zelo dobro narejen PowerPoint. Hvala lepa. Kaj je ponavadi najbolj kritično področje na NPZ-ju? Zdaj te statistike jaz nimam. Jaz si tudi vsako leto, oziroma celotna ekipa naša, si preberemo pač poročila po NPZ-jih, pa dejansko nismo nikjer zasledili, da bi se izključno ena stvar izpostavljala, a ne, kot da je to neko kritično področje. Tudi mi smo naredili pač recimo te tečaje za slovenščino pa za matematiko, ker sta to pač ponavadi tista predmeta, ki ti ali en ali pa pri enem ali pa drugem imaš kakšno težavo lahko, a ne. Jaz vem, da jaz sem skozi imela pri matematiki težave, pri slovenščini nikoli. Tako da je to kritično področje lahko zelo odvisno od vsakega posameznika, a ne. Nismo pa tudi zasledili, da bi bilo kdaj tako, da bi bilo eno vprašanje na kakšnem NPZ-ju res tako specifično ali pa tako tako, da bi ga vsi narobe reševali, tega pa nisem nikjer zasledila. Okay. Vprašanje, kaj pomeni akcija iz 240 evrov na 120 evrov? Da je znižana cena obeh tečajev skupaj, se pravi za matematiko in slovenščino, iz 240 evrov je znižana na 120 evrov. To. Ali bo ta webinar, ki je objavljen? Po mojem, da ne, ga pa snemam, tako da če bi kdo želel posnetek, mi lahko napiše na mail. Ali boste vsem prisotnim danes poslali povezave vabila na naslednje webinarje ali vas moramo zadnje zaprositi posebej? Jaz bom za vse, ki ste danes bili udeleženi na tem webinarju, z veseljem pošljem povabilo. Mogoče mi napišite tisti, ki specifično ne želite biti obveščeni o tem, ker bo verjetno manj takih mailov prišlo. Tako da ja, bojo pa tudi naslednji webinarji brezplačni in verjetno nek tak podoben termin nedelja zvečer, tako da vas z veseljem obvestimo vse. Okay. Še eno vprašanje, kaj dobiš v tej ceni, 120 evrov, oba tečaja? Nam se gre za povzetke snovi za slovenščino in matematiko. Ja, v tej ceni dobite vse, kar je vključeno v obeh tečajih. Se pravi, vse, kar je v tečaju za slovenščino in vse, kar je v tečaju za matematiko. Torej, video razlage, povzetki snovi, rešene stare NPZ-pole in še vse te dodatki, ki smo jih naštimali zraven. Ok, o posnetku današnjega predavanja sem povedala. Ful dobro, bom vnučkom priporočil. Super, hvala lepo, da se dedek udeležuje takih zadev. Super, mislim, da sem... tlele je še par vprašanj. Kaj, če ne razumeš razlage v šoli, naprimer pri matematiki? Ja, to se pač nam pogosto zgodi, a ne, to je zelo odvisno od učiteljev, ki jih imamo. Zdaj ravno zaradi tega smo mi te tečaje naredili, kjer so pač kratke jedrnate razlage, za katere smo tudi dobili že zelo veliko pohval, da so pač pomagale otrokom. Sicer pa ne vem, ali kakšna dodatna razlaga v smislu zdaj ok, kakšna inštrukcija, ampak inštrukcije so tudi zelo drage, pa tudi ponovadi kar nekaj časa rabaš, a ne, da prideš do tistega rezultata, kar se tiče inštrukcij. Vedno lahko učitelja v šoli, a ne, še enkrat prosimo za razlago oziroma povemo, da pač ne razumemo, pa prosimo, če nam lahko še enkrat pove, saj konec koncev je zato tam, a ne, da nam razloži snov. Tako da ja, če ne pa ali poiskati koga, ki obvlada snov,
Vsekakor pa jaz priporočam tečaje naše, kjer so pač tudi razlage snovi, seveda. Aha, vprašanje Lana, kako naj si zapomnim vse, kar preberem, ker jaz vse pozabim. Razumem, jaz tudi, če samo enkrat vse preberem, pozabim. Tukaj je recimo zelo priročen ta active recall, ta tehnika. Se pravi, da pač večkrat, mislim, prebereš, zapreš, probaš ponoviti. Vidiš, kaj znaš, kaj ne znaš, in ponavljaš pač ta cikel. Tako da ti probam, da to metodo preizkušiš, pa sporoč, kako ti bo šlo. Ali bi rekli, da je vaš tečaj veliko bolj učinkovit od samo učenja iz, na primer, prejšnjih pol? Mislim, sigurno bom priporočila naš tečaj in jaz sem prepričana, da je zelo učinkovit. Tudi od lanskega leta smo dobili same pohvale. Tudi starši so nam javljali, pač tisti, navdušeni starši so nam ponovadi res sporočili, da so 90% plus pisali njihovi otroci NPZ-je, tisti pač, ki so se nam javili po zaključku tečaja oziroma NPZ-jev. Tako da, ja, mislim, jaz zelo stojim za tem, smo tudi zelo veliko časa, truda in pač neke stroke vložili v to. Tako da absolutno verjamem, da pač je zelo učinkovit ta tečaj. No. In tudi imamo pač že te rezultate, se pravi, pač so eno leto že uporabljali, tako da imamo že lepo pač neke odzive, da jim je pomagalo. No. Predvsem tudi pri tem, da je zelo strukturirano lepo vse gor in da je zelo jasno, katera snov je, na kakšen način se rešuje, razlage so jasne, tako da jaz zelo stojim za tem tečajem. Zanima me, zakaj se tečaj zaklene po določenem času. Ja, načeloma zaklene se ob koncu 9. razreda, ker potem pač, a ne, se ta snov tudi zaključi. Če ima pa kdo posebne želje, pa naj pa nam piše, no, saj smo ljudje, pa pač se lahko tudi za kakšen daljši čas odklene oziroma pač najdemo neko rešitev skupaj. Do kdaj velja akcija za ceno? Zdaj, načeloma velja akcija do jutri zvečer, se pravi ponedeljek zvečer. Ampak ponavadi se tudi mi reagiramo glede na to, kaj pač, kakšne dobivamo odzive. Tako da, če bo veliko povpraševanja, pa če nekdo reče, joj, sem zamudil ali pa karkoli, lahko damo tudi še popust kasneje. No. Ampak načeloma pa akcija velja do jutri zvečer, se pravi do ponedeljka, 19. januar. Okay. Aha, vprašanje, zakaj nismo naredili pomoči še za tretji predmet, vsaj osnove? Zaradi tega, ker ima vsaka šola oziroma pač nekaj šol ima isti tretji predmet in je teh tretjih predmetov tudi toliko velik, da bi nam tudi to vzeli v bistvu, da bi se pač na tak način toliko strokovno lotili, bi tudi zelo veliko časa nam vzeli. Tako da mogoče bomo dodali kakšnega, mogoče bom recimo jaz angleščino dodala, ampak sigurno še ne do letošnjih NPZ-jev. Bomo pa mogoče dodali še kakšne te predmete, kjer imajo učenci najbolj pogosto težave. No. Recimo za športno vzgojo ne bomo dodali pomoči. Mogoče pa ja, angleščina, kemija, fizika, kaj takega. No. Tako. Ok, mislim, da sem vsa. Aha, še eno vprašanje je ostalo. Kako si lahko najlažje zapomnim formule? Ja, formule so pa res taka stvar, da zdaj ne bom rekla, da mislim, formule moraš tudi razumeti, a ne? In najlažje si zapomniš formulo, če razumeš, pač iz česa je sestavljena in kaj zajema. Ker na tak način si je tudi ne rabiš zapomniti, ampak če razumeš, kako funkcionira, a ne, lahko vedno samo pomisliš na to in jo v bistvu
ne bom zdaj rekla, sama izpelješ, ampak razumeš, zakaj je taka formula, kot je, in si jo pol tudi bolj zapomniš. Tako da pri formulah, mogoče bo kakšen boljši nasvet ti dala še naša Anja, učiteljica matematike, no, ampak kar se jaz spomnim, ker sem jaz imela tudi zelo težave z matematiko, je res, če razumeš, zakaj je taka formula, kot je, potem si jo veliko lažje zapomniš, ker pač veš, kaj vsebuje. Če pa se jih sam na pamet učiš, pol pa se jih je precej težje zapomniti. Ja. Ok, ok. Mislim, da sem vse. Aha, še eno vprašanje, če lahko pokažem slajd nazaj. Kako se sproti učiti. Evo, še to pokažem, pa mislim, da sem tudi ful presegla čas, sem mislila, da bom hitrejš vse šla čez, ampak ste bili tudi zelo aktivni pri vprašanjih, tako da sem res želela se potruditi, da na vse odgovorim. Tako da poskrolam še mal nazaj po prezentaciji. Takole. Evo. Mislim, da je to to. Če ima kdorkoli še kakršno koli vprašanje, prosim, kar napišite na tale mail, ki je tukaj na slajdu. Če sem slučajno koga spustila, ampak mislim, da sem se kar držala, no, ampak ja, lahko velikih je bilo naenkrat, tako da lahko, da sem kakšnega spustila. Hvala, da ste prišli, hvala vsem, ki ste do konca zdržali. Vso srečo, uspešno pripravo na NPZ vam želim in uživajte in lahko noč.